Pozdravljeni! Danes so na vrsti vaše pobude ter vprašanja in tokrat tema, ki morda ni dobila mnogo pozornosti v predhodnih prispevkih. Govorili bomo o govoricah, da se bo morda Audi umaknil iz Formule 1, še preden bo prišel. Pred nekaj dnevi sem dobil sporočilo, kaj si menim o določenem članku. Ta je bil objavljen na spletnem portalu The Race 1. novembra in v njem je dokaj nazorno razdeljeno, kaj vse se lahko zgodi, če na primer Audi, še preden v sezoni 2026 uradno vstopi v Formulo 1, se odloči, da za 180 stopinj spremeni smer. A treba je povedati, da na prvi pogled se vse skupaj sliši nekam malo verjetna opcija. Namreč Audi kot tak v okviru družbe Volkswagen si po mojem osebnem videnju ne more privoščiti več take poteze. Gre seveda za govorice, ki niso potrjene in niso citirani nobeni viri, ampak v članku sledi izjemno podrobna analiza, kjer so zbrana vsa dejstva za in tudi ona proti. In na tisti strani dejstev za so zopet prisotne govorice o tem, kako novo vodstvo pri koncernu Volkswagen naj ne bi bilo zainteresirano za Formulo 1. Ampak na strani tistih dejstev, ki so proti temu odhodu, še preden bi prišli, pa lahko slišimo kar nekaj argumentov, ki so izjemno močni in seveda tudi izjemno boleči. Prvič, dobro je znano, da pravzaprav so pri Formuli 1 in FIA prilagodili pravilnik, kar se tiče pogonskih sklopov, prav v vstopu koncerna Volkswagna in Audija v svet Formule 1. Če smo pravzaprav iskreni, govorilo se je tudi o prihodu Porscha, iz katerega na koncu ni bilo nič. A kljub vsemu pri Audiju so držali obljubo in začeli kupovati delež pri ekipi Sauber. V sezoni 2023 so prišli do 25%, v sezoni 2024 bodo prišli do 50%, leta 2025 do 75% ter takoj naprej. In seveda čudno bi bilo, da kar naenkrat bi se odločili ukiniti program, ker so pravzaprav zaprli vse druge dejavnosti na področju motošporta. Že tako, v tistih kategorijah je kar nekaj pritoževanja nad tem, da Audi praktično strankam ne bo sposoben več nuditi tiste prave podpore, ker je vse sile usmeril na izgradnjo pogonskega sklopa za Formulo 1. In verjamem, da na začetku znajo biti težave, kajti ne more biti kar od dneva do noči, da nekdo sestavi pogonski sklop Formule 1, ki bo primeren in ne govorimo o tem, da bo uspešen. A seveda vsi dobavitelji že delajo na tem, da bodo v sezoni 2026 pokazali te nove enote, ki ne bodo več imele elementa MGUH in bo večja teža dana na tisto električno moč hibridnega dela pogonskega sklopa. In seveda Audi kot tak je tudi pristal na razpis FIA kot potencialni novi dobavitelj pogonskih sklopov, kar veže proizvajalca na samo Formulo 1, ukolikor bi kar naenkrat odšel, bi si nakopal dva izjemno močna sovražnika. Seveda najprej Formulo 1, ampak poleg tega še FIA, ki ni samo Formula 1, je bistveno širši klub, ne samo na področju motošporta, temveč tudi na področju tistih cestnih avtomobilov. In ne smemo pozabiti,
da Audi oziroma koncern Volkswagen se še zmeraj pobira iz tistega močnega debakla imenovan Dieselgate. In to bi verjetno pomenilo, da vkolikor bi si privoščili še nekaj podobnega, bi izgubili ogromno na trgu, ker hočejo ostati tam na vrhu, vsaj kar se tiče tistih prestižnih, luksuznih cestnih avtomobilov. Poleg tega, izhod iz Formule 1, ki prodira na ameriški trg, ni najbolj pametna izbira. A seveda, to v analizi so argumenti proti, ki po mojem osebnem videnju so izjemno tehtni in verjetno bodo prevladali. A treba se je tu zamisliti še nad neko točko, namreč Audi, če hoče biti v sezoni 2026, recimo temu dokaj uspešen, mora že sedaj v tem trenutku začeti z velikimi vlaganji v ekipo Sauber. V sezoni 2024, torej naslednje leto, bodo lahko pri Sauberju vložili $65 milijonov v infrastrukturo. In seveda to pomeni velik zalogaj, ki ga verjetno sedanji lastnik se ne bo lotil, kajti on je ekipo v bistvu po obrokih že začel prodajati. Torej, tu bo moral vstopiti Audi. In če teh investicij ne bo tudi v prihodnosti, bomo videli zaostanek, ki je nekako primerljiv s tistim, ki ga ima danes ekipa Williams. Koliko časa so se pobirali, ker naprimer kompozitni materiali niso bili na nivoju kot pri ostalih ekipah, da ne govorimo o vetrovniku in podobno. A seveda vidimo, da v tem članku je lepo razdeljeno vse tisto, kar pravi za umik Audija in tisto, kar pravi proti temu. In tu bi lahko zgodbo zaključili, če ne bi opazili pri drugih virih, da so začeli na tej osnovi govoric in nič drugega kot govoric plesti dobesedno fantazijske zgodbe. Naprimer, na spletnem portalu nextgenauto.com smo lahko prebrali nekaj, kar meji že na znanstveno fantastiko. Namreč, da bo Toyota kupila delež Audija pri Sauberju in tako ponovno vstopila v svet Formule 1, poleg tega bodo dobavljali pogonske sklope tudi za McLaren. Če se spomnite, pred nekaj minutami sem omenil, da Audi je bil izbran kot dobavitelj pogonskih sklopov za prihajajočo novo obdobje, ki začne v sezoni 2026. Ali je mogoče nekdo izmed vas opazil, kje Toyoto? Sam je nisem. Sicer imamo Ferrari, imamo Renault Alpine, imamo Red Bull, Ford, imamo seveda Mercedes, imamo Hondo in že prej omenjeni Audi. A o Toyoti ne duha in ne sluha. Torej, že to je en argument, da taki članki so res na nivoju trača. Drugič, vprašati se moramo, zakaj bi Toyota sploh kupila Sauber, če imajo v lastni režiji že vse, kar potrebujejo, od vetrovnika, ki ga še zmeraj oddajajo naprimer McLarenu v uporabo, do vseh ostalih struktur, ki so potrebne za izdelavo samega bolida Formule 1. Seveda, marsikdo bo dejal zaradi tega, da bodo imeli tisti vstop v svet Formule 1, ampak infrastrukturno se bodo podvajali. Vkolikor bi želeli kupiti samo neko ekipo, zato da bi prišli v svet Formule 1, bi se lahko obrnili na Red Bull in seveda kupili Alfa Tauri ali na ekipo Williams in še bi lahko našteval. Ne bi vzeli neko strukturo, ki danes ima že neko svojo težo. A verjamem, mnogim, ki imajo radi take naslove, takšne malenkosti ne pridejo do živega. In treba je omeniti nekaj.
Res na veliki nagradi Japonske smo videli predsednika Toyote, da je prišel v boks McLarena. In o tem sem že napravil poseben prispevek. Bilo je 30. septembra in kolikor vas zanima, je bližnjica do prej omenjenega prispevka tam zgoraj. A sam tam pravim, da v sezoni 2026 je skoraj da nemogoče, da bi se kaj takega zgodilo. Verjetno čez 2 ali 3 sezone bi bilo verjetno možno. Ampak zamislimo si nekaj. Naprimer, pri Red Bullu že sedaj neto delajo na tistem novem pogonskem sklopu, ki bo prišel na bolide v sezoni 2026. Prav to počnejo pravzaprav tudi pri Audiju in vseh ostalih ekipah oziroma dobaviteljih, ki se bodo pojavili v tej sezoni na štartnem razporedu svetovnega prvenstva Formule 1. Pri Toyoti govorimo sploh o ideji, o namenu. Morda pisci, prepisovalci, prevajalci takih novic mislijo, da se pogonski sklop tako sestavi od danes do jutri, malce z levo roko ali, če smo še malce bolj zlobni, da bodo pri Toyoti kupili tisti intelektualni potencial Audija, ki ni bil dovolj dober, da bi se prikazali z ekipo Sauber na štartnem razporedu sezone 2026. Menim, da zadeva je res že malce na meji tistega, kar bi lahko imenovali neko intelektualno razmišljanje, neko razumevanje Formule 1 in gre prej za neke pobožne želje nekoga, ki si krvavo želi imeti članek, ki bo bran. Zato marsikdaj tudi pompozni naslov, malce skopa vsebina, ki ne pove nič. Zaradi tega pri prebiranju takšnih člankov moramo biti izjemno pazljivi. Je možno, da bo Audi odšel iz Formule 1, še preden bo vstopil? Da, seveda, na našem svetu je vse možno. A vprašanje je, ali je to verjetno. In po mojem osebnem videnju, kaj takega verjetno ni. Še posebej, ker nimamo nobenega vira, ki bi takšne govorice potrjeval. Vse se nekaj šušlja, vse nekaj namiguje, seveda v ozadju, pri tistih mnogokrat citiranih, dobro obveščenih, ampak nikoli imenovanih virih. Dokler ne bo kaj uradnega, bom tudi sam trdil, da pravzaprav vse to, kar sem povedal v prejšnjih minutah, niso nič drugega kot govorice, trači in izmišljotine. Ampak vseeno članek, ki je sprožil celoten ta razmislek, je izjemno kvalitetno narejen in ne pravi, da bo Audi odšel, samo razdela vse možne teorije. A težava je, ker drugi hočejo napraviti še korak več, a marsikdaj tega niso sposobni narediti. Zato napravijo takšne izrodke, ki pravzaprav naredijo bistveno več škode kot koristi. A upam, da sem odgovoril na zastavljeno vprašanje in tudi vam predstavil svoj pogled na tematiko, ki ste jo morda zasledili v drugih virih. Za danes, kot ste razumeli, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.